V naših oddajah, cenjene gledalke in gledalci, ko vam ponujamo nasvete, da nekako lažje se soočite še zmeraj z pandemijo koronavirusa, smo ponovno v družbi z Tomažem Pivcem, praktikom meditacije. In danes bo Tomaž seveda nekaj več praktičnega dela. Pokazali boste nekatere vaje, ki lahko vsak, od najmlajših do največjih, počne doma, nekje dovolj prostora vsak najde doma. In gre seveda, da s temi vajami pričnemo dan. Jutro, da potem nekako tudi lažje shajamo, lažje nekako tiste ure, ki se nam sedaj vlečejo v samoizolaciji, vse nekako s občutkom skrajšamo. Je tako? Tako je. Danes bom pokazal praktične vaje za telesno vadbo, ne meditacije, to bomo kdaj drugič. Torej, pokazal vam bom eno jutranjo rutino, ki jo jaz vsako jutro tudi izvajam. Se pravi, jutro je najlepši čas, da telo zbudimo skozi neke določene vaje in s tem poženemo energijo po celem telesu in to pomeni, da, kot spravi pregovor, po jutru se dan pozna in če bo jutro dobro, energično polno, pomeni, da bo tudi dan po vsej verjetnosti takšen. Torej, seveda, cenjeni gledalke in gledalci, spremljate pozorno, kar vam bo prikazal Tomaž Pivec, tudi osebni trener, kot dober nasvet, napotek, da malce telesne aktivnosti vključite tudi vi sami. Torej, lep pozdrav, pozdravljeni gledalci in gledalke. Danes bomo začeli z prvo telesno vadbo. Pokazal vam bom eno jutranjo rutino, se pravi skupek vaj, ki jih sam delam. Te vaje vam pomagajo predvsem, da se telo razgiba, da se telo prebudi, da povišate vaš nivo energije in s tem seveda začnete z neko novo energijo v novi dan, predvsem v teh današnjih časih, ko smo večinoma zaprti, je ta stvar zelo pomembna, da že zjutraj začnemo z temi majhnimi koraki in s tem nam bo vsekakor dan mnogo lažji in mnogo lepši. Skupek vaj, ki vam predstavil, so vaje gibljivosti. Vmes je kakšna vaja moči, ampak predvsem se gre za vaje gibljivosti celega telesa in predvsem sklepov, ki so ponavadi največji problem pri izvajanju nekaterih vaj. Tako da najboljše, da se mi kar priključite. Jaz vam bom sproti povedal, katera vaja je, opozoril vas bom na malenkosti, ki so pomembne, da boste pozorni, ker v bistvu malenkosti so tiste, ki naredijo nek element dober ali slab. In seveda tudi, če poznate te stvari, je zelo zmanjšana možnost kakšnih poškodb. Teda predlagam, da kar začnemo. Pa gremo najprej eno vajo, ki je ponavadi znana ljudem, je pa se reče na nek način prebujanje, jutranje prebujanje. Se pravi, stojite z nogami skupaj, primete se za roke, roke grejo nad glavo in potisnete, se pravi, boke potisnete v smeri naprej, čim bolj dolgo, koliko gre. Glava oziroma brada glave gre na prsta, boke čim bolj naprej in vztrajate v tem položaju, kako dolgo lahko, se pravi, čim bolj naprej. S tem raztegujete celotno zadnjo linijo, se pravi, od prstov na nogi, zadnje strani, stopala, vse gor čez meča, kolena, hrbet, vrat, se pravi, cela zadnja stran. Okay. Pa stopimo malenko širše, pa vajo ponovimo. Roke zdaj imamo tako, ne držimo jih skupaj, pa gremo tako, se pravi, gremo z rokami naprej, z boki gremo nazaj. Zdaj lahko rahlo dvignemo pete, čisto rahlo in vztrajamo.
Ok. In bomo šli zdaj vajo, verjetno tudi nekateri že delate, reče se pozdrav soncu. Se pravi, to je prvi element te vaje. Govoril vam bom sproti, katere stvari so. Pomembno pri tej vaji pozdrav soncu je, da še kontrolirate tudi vdih in izdih. Se pravi, vedno delaš globok vdih in globok izdih. Naj bo počasen in kontroliran pri posamezni vaji. Naredimo ta ciklus vaj 4 do 6 krat ali pa 8 krat, ampak dajte vsaj 4 krat, levo in desno stran. In ta vaja je zelo takšna vaja, ki boste videli, vam dvigne nivo energije zelo, zelo veliko. Predlagam, da kar začnemo. Se pravi, stojimo z stopali v širini bokov, noge so stegene in gremo najprej vdih in greš dol, v predklon, izdih. Noge naj ostanejo stegene, se pravi, če ne morate stegniti nog, oziroma noge naj bolj stegene, tudi če prijete z rokami do sem, prijete z rokami do sem, ampak ne jih krčiti, naj bodo stegene. Se pravi, izdih. Pol tu damo desno nogo nazaj, boke gor, pogledamo gor, je vdih. Komolci so stegeni. Tukaj zadržimo dih, gremo v položaj za skleco, naredimo izdih. Spustimo telo in dvignemo telo, se pravi z rokami, naredimo izdih oziroma vdih. Gremo za telesom nazaj, je izdih, noge so stegene. Delam zelo počasi in probam pojasniti te stvari. Zdaj gremo za desno nogo naprej in naredimo vdih. Pogledamo gor, naredimo vdih. Damo levo zraven desne, naredimo izdih. In se vrnemo k prvi vaji, to je vdih. Gremo predklon, zdaj gremo kontra. Gremo levo nogo nazaj, naredimo vdih. Zdržimo. Dol, izdih. Vdih. Izdih. Levo naprej, vdih. Desno zraven, leve. Izdih. In tretji krat, vdih. Izdih. Desno nazaj, vdih. Zadržimo dih. Izdih. Dvignemo telo gor, vdih. Izdih. Desno naprej. Telo dol, vdih. Levo zraven desne. Izdih. Vdih. Izdih. Levo nazaj, dol, vdih. Zadržimo. Izdih. Vdih. Izdih. Dol, vdih. Desno zraven, izdih. Vdih. In zaključimo. Te vaje lahko ponovite tudi, zdaj smo mi 4-krat ponovili, 2-krat levo, 2-krat desno, se pravi 1-krat desna, 1-krat leva, 1-krat desna, 1-krat leva. Lahko tudi ponovite 6-krat, 8-krat, kolikokrat želite, ampak probajte dati pozornost na pravilno, se pravi izvajanje te stvari, na vdih, na izdih in čim bolj, da ste v fokusi same izvedbe vaje.
da z mislimi ne utavete nekam drugam, ampak da ste pozorni na gibanje telesa, na vdih in izdih. Torej, ko smo upravili to vajo, se na nek način malo dvignili energijo, bomo zdaj šli najprej ogreti vse dele našega telesa, se pravi te glavne dele, glavne sklepe. Ne? In mogoče, da začnemo najprej z glavo, veliki krogi, glavo, in drugo stran. In gore dol. In levo desno. In na stran. In lahko malo tako rahlo raztegnemo, se pravi, se primemo, ta roka tišči dol, tako čez, rahlo. Menjamo. Ok. Pa imamo ramena, se pravi, telo je ravno, samo ramenski obroč oziroma rame kroži naprej. In nazaj. In gremo z iztegnjenimi rokami. Se pravi, veliki krogi naj bodo. In nazaj. Lahko delate tudi to malo dalj časa, posamezno vajo. Jaz delam malo manj, da mogoče kakšno vajo več lahko naredim. Zdaj pa gremo, ena roka kroži naprej, druga roka kroži istočasno nazaj. S tem aktiviramo tudi desno polovico možganov, kar pomeni, da delata leva in desna polovica možganov. Se pravi, ti moraš aktivirati obe polovici, se skoncentrirati, se pravi, ena roka kroži naprej, ena roka kroži nazaj in menjamo. Okay. Šli bomo še ogreti komolce, se pravi, krožimo z komolci k sebi. In stran od sebe. Spet gremo zdaj, ena roka kroži k sebi, druga roka kroži stran od sebe. Se pravi, vaja, kje mi uporabljamo obe polovici možganov. In kontra, ena k sebi, druga stran od sebe. Ta vaja na začetku ni enostavna, ampak za dovolj vztrajanja, potrpežljivosti, ponovitev, lahko hitro prijete do tega. Tako, zdaj že malo tu ramena, že malo čutimo. Ok, gremo še za zapestje, ki je tudi zelo pomembno. Se pravi, primemo ga tako, eno dlan obrnemo gor, prijemo tako in zdaj pa komolec stegnemo in potegnemo prste čim bolj nazaj k sebi. Komolec naj bo stegnjen. Okay. Še drugo roko. Okay, pa naredimo kontra, se pravi, prej smo imeli roko tak, zdaj imamo tak. Dol obrnemo, prijemo tu, povlečemo k sebi. Komolec stegnjena roka je, se pravi, iztegnjena. Naj bo stegnjena roka, ne pokrčena. Ok, druga roka. Ok.
stresamo, še rahlo raztegnemo ramena, se pravi, roko damo prek, druga roka gre od spodaj, potegnemo k sebi. Držimo tak nekje cirka 8 do 10 sekund. To zdaj ni to čisto raztegovanje, tako imamo na koncu treninga, ampak toliko, da se malo raztegnemo. Rabimo to zdaj držati pol minute. Tako da rahlo raztegnemo mišico, vezi, tetive. Drugo stran. Primemo se zadaj. Tu komolci so stegani, lopatice so skupaj, telo je ravno, se pravi, telo je ravno, ne naprej, telo je ravno in roke čim više roke. Telo pa ohranjaš ravno. Okay. Imamo gornji del telesa kar lepo ogret. Pa gremo še z boki. Boki krožijo. Stop mogoče malenko širše. Zdaj so pa boke na miru in krožimo z celim telesom. Se pravi, predstavljaš si, da z glavo rišeš čim večji krog. Tu se gre telo čim bolj nazaj. In naredimo nekje 4 do 5 krogov v eno stran in pol menjamo strani. Se prijemo z rokami zgore. Kolena imamo stegena, telo je ravno. In gremo dol. Gremo dol, da čutimo, da se nam tu raztegujejo mišice. Damo roke tako ravno, obrnemo, pogledamo, zrak za roko, noge so stegene, menjamo roko. Se pravi, če ne moramo iti z rokami do tal, probamo iti tak roko. Ampak naj bodo noge stegene, telo ravno, to je osnova. Zdaj pa kako daleč pač gre. To lahko tudi parkrat ponovimo. Imamo kolena. Druga stran. Pa še malo nižje gremo. Tako potisnemo rahlo kolena tako nazaj. Malo predklon, da raztegnemo še zadnje mišice. Tu lahko naredimo, to je za ogrevanje, se pravi, smo širina bokov, kolena stegena, gremo z rokami naprej, se pravi, do položaja za skleco. Zato lahko imamo različne variante. Mi zdaj pač ne bomo delali sklece, drugače lahko tudi skleca ali roko gor, kakorkoli. Se pravi, prijemo do tega položaja, gremo nazaj v predklon. Spet gor. In to lahko parkrat naredimo. Zdaj se sedemo. Stopala so navzven, kolena so narazen, komolci so v kolenih tu, z notranje strani in tu potiskamo komolce narazen, telo je ravno. Stanemo gor, še gležnji so nam ostali, tu pa naredite enih 10 do 20 ponovitev, se pravi kroženje v eno stran in pol kroženje v drugo stran. Naj bo v obe smeri.
Ok, zdaj pa še 2 dinamični vaji. Se pravi, zdaj smo telo več ali manj ogreli, tisto generalno ogrevanje, sklepe in te zadeve. To še lahko tudi smatrate, zdaj če delate nek malo večji trening, lahko to zjutraj naredite kot samostojna enota, lahko pa je to vse del ogrevanja malo širšega treninga. Gremo v takšen položaj čepe. Se pravi, tu je važno, da je telo ravno, kar ni tako. Da je telo ravno, se pravi, prsa so naprej. Tu pravimo iti čim bolj globje, tako da se medenica oziroma zadnjica dotika pete. Se pravi, in hodimo. Hodimo. Pomembno je, da gre tako čim bolj dolgo, se pravi, čim bolj zraven, da se mišica čim bolj raztegne. Ker ključno je, če imamo mi mišice gibljive, mobilne, pomeni, da so pripenjališča mišica močne in da je tudi mišica močna, ker če mi delamo samo eno vajo, oziroma samo vajo in mi do konca mišice ne raztegnemo, pomeni, da krepimo samo mišico, ne pa te tetive, kje je mišica dejansko, kje gre mišica v tetivo in se pripne gor na kost. Ampak te stvari so osnova. Če to nimate močno, potem tudi mišica poče rada, ne? Tako da so to te vaje. Se pravi, ko smo to naredili, to lahko delamo enih parkrat, gor, dol po sobi, 3-krat, 4-krat, kakorkoli. Potem pa imamo, se pravi, od tu, gremo malo naprej in skočimo. Gremo malo naprej in skočimo, ampak spet telo ravno. Taki žabi poskoki, lahko rečemo temu. S tem, kaj ohranjamo tudi ravnotežje. Se pravi, če nima ravnotežja, bom pal. Se pravi, probam ohranjati dobro ravnotežje, zato pa rabim tudi dovolj močno telo, močen trup, ne? Ok, še ena vaja za krepitev zadnjega dela, hrbtenice in predvsem ramenskega obroča. Ogromno ljudi ima težave z rameni in ta vaja je ena res ta boljši vaj. Prvo mogoče pred tem so zapestja veliki problem pri ljudeh, od tega otesnjenega živca. Poznam kar nekaj primerov, verjetno tudi sami, se pravi, vaja, ki se mi krepimo zapestja, je tako, da se postavimo na vse 4. Važno je, ko so komolci stegani, se pravi, ne delati vajo tako, komolci stegana, dlan je na tleh in grem zdaj maksimalno, grem naprej, se pravi, maksimalno naprej in držim, kakšne pol minute, to pa kar držite. Lahko delaš vajo, se pravi z ponovitvami, lahko pa statično bremeniš, oziroma izometrično, 1,5 minute do minuto tudi lahko, ne. Ok, to je en način, pol, da delam isto vajo, oziroma isto mišico raztegujem na podoben način, grem tako. Komolci so stegani. Ok. Jaz zdaj malo hitreje in kontra. Se pravi, stegnem isto komolce, zdaj bolj bom dal tak, teže je. Bolj daš k sebi, lažje je. Tako da vsak si naj poišče sam, se pravi pravo razdaljo. Od tu, ko si, se pa vsedeš nazaj in čutiš v zapestji. Osnova, kot sem rekel, komolec stegnjen. Ok, rahlo stresamo. Ok, zdaj pa ta vaja, ko sem omenil, za zadnji del in predvsem za ramena in lopatica. Ta del je pri ljudeh zelo izpostavljen in
Zelo malo ljudi dela te vaje, ki so potrebne, da imamo te stvari močne. Osnova, komolec iztegnjen popolnoma. Najprej vaja, da razumemo sploh delovanje lopatic, se pravi, tu potegnemo ramena naprej, lopatice grejo narazen. Potegnemo lopatice skup, ramena grejo od zadaj skup. Naprej, nazaj, naprej, nazaj. Mogoče, da še tako postaviš. Naprej, delovanje lopatic. Nazaj, naprej, nazaj, naprej, nazaj. Okay. In potem bomo šli istočasno. Ko dam jaz lopatice nazaj, komolci stegeni, dvignem trup. Dvignem trup, stiskam zadnje stegenske mišice, zadnjico in hrbtne iztegujem gor. Se pravi, stisnjeno imam tudi zadaj te lopatične mišice, komolci so stegeni. Ko grem dol, sprostim ramena naprej, se ne usedem, ampak zadržim, milimeter, 2, 3, nema veze, in spet, celi zadnji del stisnem. To je ena vaja, ki mi lahko pač ponavljamo. Druga vaja je, da v tem položaju držimo 1 minuto, recimo. Parkrat pa 1 minuto, se pravi, tukaj sem, držim. Se pravi, in v tej poziciji stiskam vse te zadnje mišice, ki sem jih prej omenil. Se pravi, to je druga, malo težja vaja. Tretja vaja, ki delajo isto mišice, je pa, da se v tem položaju premikam naprej. Se pravi, ohranjam boke v tej višini, komolci so stegeni in tu se jaz zagibam naprej. Komolci so stegeni. Okay. In to seveda ponovimo parkrat, pač odvisno, koliko imamo časa, koliko imamo želje, ampak te stvari so osnova za dober ramenski obroč, za zdrave komolce, zdravo zapestje. Ena od vaj, ki vam lahko res resnično pomagajo. Spoštovane gledalke in gledalci, v še eni od oddaj, ki vam jih ponujamo, seveda za vašo boljše in dobro počutje, ste lahko podoživeli in spoznali kar nekaj dobrih vaj, telesnih vaj za seveda nadaljevanje dneva, če jih pričnemo seveda zgodaj zjutraj. Lahko to počnete tudi v kakšnem drugem trenutku dneva, seveda pa s edinim ciljem zadovoljstvo vas in vašega dobrega počutja v teh dneh, ko smo nekako ločeni od zunanjega sveta. Srečno do prihodnje oddaje.